predsednika vlade Republike Slovenije je naslednji. Glasovanje je bilo v prostorih državnega zbora dne 17. avgusta 2018. Razdeljenih je bilo 87 glasovnic, oddanih je bilo 87 glasovnic. Neveljavna je bila ena glasovnica, veljavnih je bilo 86 glasovnic. Za je glasovalo 55 poslank in poslancev, proti je glasovalo 31 poslank in poslancev. Na podlagi izida glasovanja je bil Marjan Šarec z večino glasov vseh poslancev izvoljen za predsednika vlade Republike Slovenije. Marjanu Šarcu iskreno čestitam v imenu državnega zbora in mu želim uspešno delo pri upravljanju njegovih dolžnosti, bolje, kot boste upravili svoje delo, bolje vsem nam in celotno v Sloveniji. Prosim vas, če zaprisežete. Marjana Šarca, prosim, v skladu 113. členom Ustave Republike Slovenije priseže pred državnim zborom. Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. Želi predsednik vlade Marjan Šarec nagovoriti državni zbor? Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke in poslanci, zahvaljujem se vam za 55 vaših glasov, več smo pričakovali. Zahvaljujem se tudi tistim, ki niste dali svojega glasu zame in vam povem, da bom deloval tudi za dobro vseh vas. Ne glede na to, kdo je danes glasoval zame in kdo ni, vsak je lahko prepričan, da bom namenil vse svoje moči za to, da bomo bolje vsem. Res pa je, da današnja izvolitev še ni zadnji korak. Današnja izvolitev je prvi korak v oblikovanju 13. slovenske vlade in v naslednjih dneh bomo morali vložiti velike napore v to, da bomo sestavili ministrsko ekipo, da bodo ministri uspešno upravili zaslišanja pred matičnimi odbori in da bomo potem lahko zaprisegli kot celotna vlada, ki bo vlada s polnimi pooblastili. Še enkrat iskrena hvala vsem, iskrena hvala tudi tistim, ki so nam dali glas na volitvah v državni zbor, kajti brez njih tega dogodka danes zagotovo ne bi doživel na tem mestu. Hvala lepa. Namesto njega opravljal funkcijo poslanca. S tem zaključujem prvo točko dnevnega reda. Ker je bil Marjan Šarec izvoljen za predsednika vlade, ugotavljam, da je druga točka dnevnega reda brezpredmetna. Prekinjam 5. izredno sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali v četrtek 23. avgusta ob 10. uri. Verjamem, da je predsednik vlade na voljo za vse čestitke.
Spoštovani predstavniki medijev, spoštovane državljanke in državljani, danes smo opravili prvi korak k imenovanju 13. slovenske vlade, danes je začetek. Danes sem bil uradno izvoljen za mandatarja za sestavo nove vlade in ta izid mi omogoča, da nadaljuje aktivnosti, ki sem jih izvajal že doslej. Se pravi, cilj je sestaviti 13. slovensko vlado. Zahvaljujem se vsem poslankam in poslancem, ki so glasovali zame, zahvaljujem se tudi tistim, ki niso, saj je to njihova pravica. Obljubljam pa tukaj, da bom deloval dobro vseh, ne samo tistih, ki so podprli. Seveda pa se na tem mestu še enkrat zahvaljujem volivkam in volivcem, kajti če 3. junija oni ne bi glasovali za nas, potem tega dejanja danes zagotovo ne bi bilo. Iskrena hvala. A lahko še kako vprašanje? Kako komentirate podporo? Ja, podpora je celo nekoliko višja kot je pričakovana, da en glas, očitno tisti, ki je namenil en glas več, mi želi, da se mučimo naprej. Po razpravi bo skoraj več dvomov o vaših partnerjih kot o vas izrečenih. Imate tudi vi kakšne dvome? Dvomiti je vedno človeško. Človek brez dvomov ni človek in zagotovo so takšne in drugačne razmišljanja. Verjamem pa, da je politika poklic, tako kot vsak drugi, in če si profesionalec, potem te dvome daš na stran, tudi morebitna nesoglasja in delaš v dobro državo. Seveda pa bodo kakšne težave, da jih bo celo veliko, ampak ne glede na to bomo mi delali tako, da bo vlada operativna in da bo imela tudi rezultat. Kako napredujejo pogajanja za sestavo vlade? Kako? Kako napredujejo pogajanja za sestavo vlade? Pogajanja napredujejo, danes smo dosegli pomemben korak, saj smo dobili mandatarja, tako da bomo v prihodnjih dneh nadaljevali s temi aktivnostmi in verjamem, da bomo v določenem oziroma zakonsko predpisanem roku tudi vložili listo kandidatov. To je še skoraj mesec dni, kdaj v bistvu pričakujete, da boste imeli seznam kandidatov za ministre? To je odvisno dogajanje v naslednjih dneh. Hvala lepa, Vlada. Hvala, izvolite.